Želite poskrbeti za mikroorganizme v tleh pred zimo in izboljšati tla? Če je to vaš namen, vsekakor postavite zastirko. Zastirko postavimo pred hujšim mrazom, najboljše pa po zadnjem obilnem jesenskem deževju, ko je zemlja nekoliko bolj primerna za delo, nikakor je ne postavimo na povsem mokra, blatna tla. Kot vidimo, imamo pri nas težko ilovnato zemljo, ampak mi smo jo rahljali že v novembru z ruskimi vilami in vidimo, da je zemlja čudovita, rahla. Na tako zemljo bomo postavili še zastirko in spomladi bomo zelo hitro lahko sadili, sejali, kajti tla so bolj rahla in prve setve sajenja so potem tudi bolj uspešne, sadike se boljše ukoreninijo, setve boljše kalijo. Zemlja trenutno v decembru ima 10-11 stopinj, tako da jo brez težav še lahko porahljate, če tega niste naredili. To najlažje naredimo z ruskimi vilami, jih zapišimo, vodimo vzvratno, potem pa položimo listje in zemlja bo spomladi čudovita. Zelo hitro boste lahko delali, kot vidite, na gredi tudi ni plevelov. Pri nas smo že na vsake 14 dni, 3 tedne uporabimo ročno frezo Mici. Tole je velika izvedba in enostavno jo vozimo po gredi, spodrežemo plevel, temu se reče tudi slepa setev in na ta način tudi plevela na gredicah ni. In lahko pa tudi zelo enostavno samo greste čez gredo z ročno frezo Mici in pravzaprav poskrbite, da je greda dobro pripravljena, potem pa postavite na tako pripravljeno gredo tudi listje. Jaz najraje na gredi uporabljam kar listje, to so kakijevi listi, ki so tudi suhi, zelo veliko je tudi zraka in če pa želite postaviti kakšno drugo zastirko, lahko uporabite tudi zadnji odkos od trave. Tista zastirka ne sme biti predebela, kajti lahko začne tudi gniti, nekoliko manj diha. Boljše uporabiti seno ali pa suho travo, tako da različne organske zastirke so dobrodošle, lahko uporabljate tudi miskant. Kar pa se tiče uporabe komposta in kompostne zastirke, pa naj povem, da je kompost gnojilo in včasih imate potem več težav kot koristi. Kompostna zastirka je sicer v redu, ampak obilica komposta blokira nekatera hranila in potem dobimo antagonizme, težave, tudi rastline so bolj bolne med letom in tako da jaz se odločam raje za organske zastirke iz naravnih materialov, kot seno, trava, suho listje. Nekateri uporabljajo tudi listovko iz gozda, tudi to je seveda mogoče dodati. Vsekakor vsako listje, ki ga položite na gredo, je dobro, zato ker bodo mikroorganizmi tako pred zimo veliko na boljšem. V tleh se bodo boljše počutili, skrbijo tudi. Mikroorganizmi smo tovarna hrane za rastline, presnavljajo oziroma rastlinam predelajo hrano v rastlino, v njihovo dosegljivo obliko, tako da so zelo pomembni faktor, pa tudi tla, kot sem rekel, so rahla in zelo enostavna potem tudi za delo. Zastirko uporabljamo tudi v nasadu vrtnic. Vrtnice najprej zastremo zemljo, potem dodamo še listje. Na zadnje, še posebej, če so zime potem bolj hude, pa uporabimo še smreče. Naj povem, da zastremo tudi maline. Vsi tisti, ki ste maline sadili v jesenskem času, je to še posebno priporočljivo, kajti sadje oziroma jagodiče, ki ga sadite jeseni, je treba v primeru suhih zim tudi občasno zaliti. Zastirka pa v tleh ohranja več vlage, imamo suhe zime in v suhih zimah lahko rastline trpijo celo zimsko sušo in se pravi zastirka plus enkrat mesečno zalivanje, če ni snega, če ni dežja, enostavno pomaga, da rastline, ki smo jih sadili jeseni, boljše preživijo zimo in ne trpijo zimske suše. Tako da zastirka v sedanjih klimatskih pogojih je tudi v zimskem času zelo pomembna in ne pozabite na to pomembno opravilo. To pa naredimo pred večjim mrazom, ki običajno zdaj pride v mesecu decembru.